Pozdravljeni v že 8. sezoni oddaj Ambienti. Pred časom smo vas povprašali, kaj vam pomeni dom. Varen pristan, zavetje, družina, toplina so bili najpogostejši odgovori. Več gledalcev pa je izpostavilo, da so dom naše korenine, spomini, da je dom gnezdo, v katerega se radi vračamo. In čeprav si marsikdo svoj dom in s tem vso toplino, navezanost in varnost ustvari v novogradnji, pa je vendarle res, da spominov, ki nas vežejo na naš otroški dom, na hišo, v kateri nas objemajo spomini na staro mamo, kjer diši po sušenem lovorju ali pa kjer zobamo sveže grozdje iz stoletne trte, ne zmoremo poustvariti. Zato se bo oddaja Ambienti letos posebej posvetila takšnim domovom s tradicijo, zgodovino in dušo. Poudarek bo še nekje drugje. Na strastnih ljudeh, ki prepoznavajo vrednost in pomen slovenske stavbarske dediščine. Tistih, ki jo predano obnavljajo in prilagajajo svojemu načinu življenja, ter tistih, ki v svojih stoletnih domovih pri življenju ohranjajo spomin na slovensko kulturo bivanja. Za začetek smo obiskali vrt, ki se razprostira na srednjeveških terasah. Obdaja hišo polno spominov na preteklost. Njeni lastniki so nekdanjemu skednju grajske pristave, ki na tem mestu stoji že vsaj 500 let, namenili čisto novo vlogo. Dom družine Skender je umeščen pod Kostelski grad ob Kolpi. Mojca in Miran sta uredila čudovit dom z velikim posluhom za tradicijo in ga vgradila v še lepši vrt. Pravzaprav bi bilo čudno, če domačija pod gradom v Kostelu ne bi bila na svojstven način povezana s preteklostjo. Mojca Skender, nekdanja novinarka na Radiu Slovenija, z ljubeznijo ohranja spomine na svoje otroštvo in izročilo. Na en način se znam povezati s preteklostjo in mi veliko pomenijo ti drobci preteklosti. Predvsem mi veliko pomeni stavbna dediščina, oprema in na tej parceli, kjer stoji naša hiša, to je parcela, ki je bila poseljena že v prazgodovini. Hiša, v kateri zdajle stojiva, izvira od kdaj? Ali je to bilo znano? Kostel, moram poudariti, je zaradi gradu spomenik državnega pomena. In celotno področje vasi je spomeniško zaščiteno. Tu je dovoljena samo nadomestna gradnja in tukaj je bil hlev. Midva sva pred 25 leti pričela z gradnjo. Najprej sva razmišljala, ker sva bila zelo navezana na Kostel, da bi tu naredila vikend. Ampak, ko je bila hiša, ni imela še niti fasade, ni bila še dokončana, sva midva vse več časa preživljala v tej hiši. In ugotavljala, pa zakaj morava v ponedeljek nazaj? Mojca in Miran Skender sta namreč sprva živela v Kočevju, a ju je čar Kostela premamil. Tukaj je pravzaprav več objektov, ki predstavljajo vaš dom. Tako je, res je. Čez čas sva dokupila tudi grajsko pristavo, to je hlev in skedenj, ki sta skozi stoletja oziroma desetletja doživljala razne prenove, predelave, ki so šle vse na škodo, bi rekla, stavbne dediščine. Oba objekta sta stara, izpričano sta stala že v času, ko je Val Vazor bil v teh krajih. Namreč oba objekta sta že ovekovečena skupaj z gradom njegovem Bakrorezu, ki je izšel kot priloga slave Vojvodine Kranjske. Stojita v enakih gabaritih, je pa tudi res, da sta oba še v 60 letih prejšnjega stoletja služila svojemu namenu, tako skedenj kot hlev. Midva sva se odločila prenoviti skedenj, ker je pač zgornji del bil lesen, gnil, kamniti del, historični del stavbe, sva poskušala povrniti čim bolj v avtentično podobo. Tako da sva iz kamnov odstranila vse nanose, beton in vso, kar so pač skozi stoletja dodajali. Tako dodajali. Potem smo naredili ploščo
in gor leseno hišo. Tako da nismo niti menjali materialov. No, v tem skednju smo ohranili lesene tramove, vse sledi časa, kako so ga skozi čas nadgrajevali in tako naprej. To je v bistvu poslovna stavba. Spodaj imamo kuhinjo, vežo, WC, zgoraj je pa pač pisarna. Mojca in Miran živita v prijaznem domu, polnem spominov na Mojčino otroštvo in čase pred tem. Ta hiša je seveda, ko sem bila še delovno aktivna in tako naprej, imela drugačen razpored. V mansardi je bila spalnica, kopalnica, ampak jaz sem se ponesrečila pred 4 leti in to zelo hudo, tako da sem pristala na invalidskem vozičku, nekaj dolgih mesecev, en dan je predolg. Sem razmišljala, kako naj si poenostavim življenje. No, in sem nekaj časa razmišljala, da bi spalnico uredila v dnevni sobi. Ampak sem rekla, skazila bom hišo, hiša se bo spremenila svoj karakter in tako, kako bo to izgledalo. Ampak je prišel trenutek, ko sem rekla, a bo hiša služila meni, a bom jaz služila hiši. Torej, hiša bo služila meni, zato jo imam. Prirejeno, da meni odgovarja. Kuhinjo sva kupila pač vso to opremo pred četrt stoletja, ko sva se vselila v hišo. Pa sem nekaj časa razmišljala, a bi kupila novo kuhinjo, saj bi bila rustikalna, ampak da ima pač notranjo razporeditev v omarah drugačno, bolj funkcionalno. Ne? Jaz bom to prebarvala in bo kuhinja v redu. In zdaj sem jo prebarvala in se zaljubila vanjo in jo ne zamenjam za nobeno novo, pa za nobeno hiperfunkcionalno kuhinjo. To je kuhinja, ki odraža mene. Tako hiša kot skedenj in nekdanji hlev so umeščeni na pobočje pod gradom. Okolico krasijo grede, trate, okrasni grmi, drevje, visoke grede, vodni motivi in številni dodatki, uresničitev Mojčinih zamisli. Ja, dobesedno ta parcela je bila že neprehodna, ker je bila desetletja zapuščena. Ko sva midva to kupila, sva začela čistiti in sva kar nekaj let porabila, da sva očistila parcelo vse podrasti, kopinja, grmovja, podrtega drevja. In tedaj so zasijale ven te srednjeveške stopnice, ki vodijo, oziroma so nekoč vodile iz gradu po terasicah gor, imenovanih Mali vrtci, mimo cerkve, fragmenti stopnic ob cerkvi so še obstajajo. Zgornja dva niza sta intaktna. Skozi stoletja, ker so bila v grmovju, so ostale tako. Tretji niz smo mi obnovili s kamenjem iz kamnoloma, tukaj pod hišo, kjer so tudi lomili kamenje, ko so gradili grad. Ko sem se ponesrečila, smo veliko trajnic odstranili, pa sem pustila bolj grmovnice, ker ne morem zdrževati toliko tega vrta. So pač cvetoče trajnice prezahtevne. Kar je pa cvetočega in največ je pa hortenzij. Prvo mi je pred četrt stoletja prinesla lepega dne mama, je rekla, glej, tukaj v senčko jo posadi, da ti bo delala. Pa sva s tiste ene, ta isti dan naredile 3, razdelile in posadile tu ob stopnicah. Na dvorišču pred hlevom, tam, kjer je bilo nekoč gnojišče, raste, tako pravijo gozdarji, najvišje in najdebelejše bezgovo drevo. Ni grm, ampak je drevo. Vse stavbe na domačiji so obdane s cvetjem, ki se odpira od pomladi do pozne jeseni. Seveda pa pridelujejo tudi svojo zelenjavo. Medalja tistemu, ki je izumil visoke grede. Prvič je več pridelka, drugič je pa obdelava neprimerljivo lažja. Na našem vrtu se tu pa tam pojavi tudi kak medved, pojavi se lisica, zdaj v zadnjem mesecu nam je odnesla 3 račke, tudi muco je nam že, ampak to pač moraš sprejeti, ne? Če živiš tukaj v dnevni sobi, bi rekel, divjih zverija, ne? Kamorkoli se ozremo v hiši, povsod je videti okruške časa, ki jih Mojca ohranja. Imam 3 skrinje. Najstarejša je stara je okrog 150 let, to je skrinja, v kateri so nekoč hranili fižol. Imam ogromno stare posode, pa tudi eno kamerca, ji pravim, sobico.
kjer je pohištvo iz začetka 30. let prejšnjega stoletja. Veliko mi pomenijo stvari iz mojega otroštva, pa iz mojega kraja. Zdi se mi vredno ohranjati dediščino. V nadaljevanju vam pokažemo prvo sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi v Sloveniji in prenovljeno stanovanje razkošnih dimenzij, kjer je na primer kopalnica tako velika kot garsonjera. Ste vedeli, da bi lahko 1 uro toplote, s katero sonce greje Zemljo, pretvorili v toliko energije, da bi se z njo lahko ves planet oskrboval celo leto? Žal, trenutno lahko izkoristimo le tisočinko odstotka te zelene energije. V prihodnosti pa je bomo vedno več. Lastniki hiš v Sloveniji so se dobro odzvali na možnost samooskrbe z električno energijo. Kaj pa, če imate stanovanje v večstanovanjski stavbi? Tu na Jesenicah imajo prvo sončno elektrarno za samooskrbo na večstanovanjski stavbi. S tem so stanovalci, ki živijo v bloku, dobili enake možnosti kot tisti, ki živijo v hišah. Čas je, da spoznamo to posnemanja vredno zgodbo. Gospod Jelenc, Jesenice na prvi pogled ne delujejo ravno kot idealna lokacija za postavitev sončne elektrarne. Kakšne pogoje v resnici rabimo za to? Za to lokacijo, kjer smo tudi naredili poizvedbe glede mikrolokacije in osončenja, je zgolj 5% nižja kot recimo na območju Kranja, oziroma celo samo 15% nižja kot pa recimo v obalnem pasu. Sami podatki, ki smo jih pridobili nekako za to mikrolokacijo, kaže, da bi lahko proizvedli okrog 1000 kWh na kilovat inštalirane moči te sončne elektrarne, kar pomeni dejansko le zgolj 5% pod povprečjem cele Slovenije. Kakšne so glavne značilnosti sončne elektrarne na večstanovanjskem objektu? Kakšna je razlika med tem, če se postavi na enodružinski hiši, na primer? Mi smo začeli z izgradnjo najprej sončnih elektrarn na individualnih hišah. To je tudi dejansko omogočala prva verzija uredbe o samooskrbi. Stanovalci v večstanovanjskih objektih niti niso imeli možnosti investirati v take projekte, se pravi, v sredini leta 2018 je zakonodajni organ nekako že umestil v spremembo uredbe, da večstanovanjski objekti lahko participirajo v tej samooskrbni shemi. To je bil tudi trigger za GEN-I, dejansko, da smo zagnali projekt, se pravi pilotni projekt izgradnje na večstanovanjskem objektu. Kaj so bistvene razlike? Če gledamo procesno, pri samem pridobivanju dovoljenj, procesno niti ni bistvene razlike. V konkretnem primeru gre tukaj za 23 stanovanjskih enot, se pravi najmanj 23 lastnikov, če tako pogledamo, kar seveda dejansko podaljša sam rok pridobivanja dokumentov in dokumentacije. Moram pa tudi povedati, da pri tem projektu niti en dokument še ni bil sproduciran, niti narejen, ker takega primera v Sloveniji še ni bilo. Kakšna je bila pa tukaj investicija in kako kaže s povrnitvijo investicije? Poglejte, tukaj smo rekli, da smo postavili sončno elektrarno z nazivno močjo 37 kW. Kar pomeni dejansko, to je investicija v znesku 36 600 evrov. In če to razdelimo potem po ključu delitve, je bil znesek investicije za posameznega lastnika stanovanjske enote nekje med 500 in 3000 evrov, glede na ključ delitve, ki smo ga postavili skupno z stanovalci v tem večstanovanjskem objektu, kar pomeni povprečno na stanovanjsko enoto, glede na to, da smo omogočili plačilo na 84 obrokov, 15 evrov, se pravi v razponu, kot smo prej rekli, po ključu delitve, med 5 in 30 evrov na posamezno stanovanjsko enoto. Ob tem pa bi poudaril, da stanovalci te večstanovanjske stavbe privarčujejo 4500 evrov. To govorimo za celotno stavbo, kar pomeni, da dejansko se obrok električne energije zniža
in s tem prihrankom dejansko poplačujejo investicijo v sončno elektrarno. Gospod Zajovič, vi ste glavni pobudnik in motor energetskih rešitev v tem bloku. Povejte nam malo, kaj vse ste naredili, pa kakšna je bila pot do tega. Naš prvi projekt je bil toplotna črpalka, drugi projekt je bil fasada, prenova fasade, tretji projekt, ki je bil v bistvu, pa se mi zdi najbolj pomembni, je pa sončna elektrarna, postavitev sončne elektrarne. Kako ste ljudi prepričali, tiste, ki so najbolj dvomili? Najtežje je bilo starejše prepričati, ne? Še tiste 2 petka, ne? Se veste. Investicija za 30 let, poplačilo v 8 letih oziroma 7, pardon. Njih je bilo malo težje prepričati, ampak uspelo mi je to, ker smo takrat enotno skupaj šli zaradi toplotne črpalke, smo tudi tukaj sem isto poudaril, da gre za nekaj pozitivnega, da nekaj v bistvu pokažemo Sloveniji, kaj se da narediti, dvigant kupno moč na tej mikrolokaciji, pa da znamo skupaj stopati kot neka enota. A je kaj primaknila tudi država? Seveda, jaz bi tukaj rad poudaril to, ne, da ni potrebno iz svojega lastnega žepa tudi centa dati za početek investicije. Ne. In da je v bistvu država poskrbela za nas lastni delež tega financiranja in to je bilo 20% pač od ekosklada. Podobnih takih objektov je v Sloveniji veliko. Jaz pozivam vse, da nekako najdejo nek razum, da se povežejo med sabo in da nekaj naredijo dobro zase in za okolje. Sonja, koliko časa ste živeli v tem bloku? 32 let, od 87. leta smo v bloku, ampak smo imeli že tudi 5 velikih investicij. Aha. Ja. Te prvo, kar smo naredili, nam je Branje tamle pripeljal, da smo se odločili za toplotno črpalko, ker smo fejs drago toplo vodo plačevali. Potem smo pa to začeli odplačevati, smo skoraj k koncu šli, smo se lotili pa strehe, da bomo zdaj lahko sončno energijo gor. Tako? Ja. In kako ste vi najprej odreagirali, ko so prišli z idejo, da bi na strehi imeli sončno elektrarno? Branje pride, pa prav, jaz sem se pogovarjal, pa malo sem se pozanimal za sončno energijo. In prvo vprašanje nam je, koliko pa to stane, koliko nas bo pa to koštalo. In res, Branje prav, to bo GEN-I naredil in mi plačujemo elektriko, ne za toplotno. In smo se tako naredili, da ti denar se plačuje za obroke. In kako je zdaj? A so rezultati? Tako je. 7 let imamo mi za odplačevati. In iz teh 7 let mi nam otroki imeli. Upam, da bom jaz tudi to doživela, da bom to imela. Če ne bojo pa tisti, ki bojo za mano dobili stanovanje, bojo pa tisti imeli. Lepo, zeleno, električno energijo. Malo katero stanovanje se lahko primerja s tem, ki vam ga bomo zdajle pokazali. Tudi in predvsem po razsežnostih. Kaj pravite na to, da dnevni prostor meri v dolžino kar 18 metrov? To je 2 povprečni dolžini hiše, ampak niso zgolj dimenzije tiste, ki so nas navdušile. Nekdanja lastnica tega stanovanja zagotovo ne bi več prepoznala. Temeljito prenovo pa je narekovalo tudi dejstvo, da je novi lastnik velik estet in ljubitelj umetnosti. Goran, ko pridemo v to stanovanje, nas najprej prevzame ta prostornost, zračnost, ampak na začetku je bilo pa čisto drugače, ne? Kako? Ja, seveda drugače. Lede, to je stanovanje v hiši, ki je zdaj stara 100 let, to je, temu rečemo, staromeščansko stanovanje. Taka stanovanja imajo svoje kvalitete. Ne? Prvič, veliko sob, sobe so velike, višina je velika, prevzame nas volumen. Vseeno, po tlorisu pa to je bilo osrednji dolg hodnik, levo 3 sobe, desno 3 sobe, nekatere sobe so prehodne. Tako da to je bilo izhodišče. Janja, a lahko v bistvu govorimo tlele, da je to stanovanje brez hodnika? V globalu je to stanovanje s čim manj hodniki, takšna je bila tudi želja naročnika, da ima en ogromen prostor, se pravi, on je rabil velik prostor, ni pa rabil veliko sob. En hodniček pa vseeno obstaja v tem stanovanju in sicer čisto na začetku, ko pridemo noter, tega smo ohranili in hkrati smo z njim dobili en garderoben prostor, na koncu je stranišče,
Tako smo se znebili teh nekih garderobnih programov v srednjem prostoru. Tla smo dvigali, zato ker zaradi inštalacij, zaradi zvočne izolacije in tako je zaradi tega v bistvu tehničnega vidika je sama po sebi nastala neka ločnica med osrednjim bivalnim prostorom in tem vhodnim. S tem smo dobili stopničko, se pravi, mi ko vstopimo v stanovanje, direkt vidimo naprej noter, stopnička pa nam hkrati omogoča, da se udobno obujemo. V tem prostoru se mi zdi, da nekako glavno vlogo igra ta ogromen kuhinjski pult, ki se nadaljuje v tistole markantno vertikalo, nekakšen kubus. Kakšna je zdaj tukaj njegova vloga? Nasploh, ko smo mi podrli vse te 3 sobe, stene, da smo iz 3 sob dobili eno, smo to dobili en ta ogromen volumen. Mislim, ta soba je dolga 18 metrov. Bom še enkrat rekel 18 metrov. To je tako, kot 2 slovenski hiši. In to je impresivno, tu noter se da zadihati. Podrli smo vse stene, kar je šlo, odstranili. Tisto, kar ostane, nekatere ne grejo zaradi statike, je tam nek stebr in pa tega se ne gre premikati in to je zdaj sred prostora ostalo. Potem pa pride ta arhitekturna ideja, kaj s tem. Se pravi, rekli smo, pa naredimo iz tega nek wow, nek kubus. Pravzaprav je to še kar normalna stvar, v tem sodobnem svetu, ko vse stvari delamo bolj minimalistično, bi rekel, tam bomo naredili nek kubus na sredini, iz knaufa bo belo pobarvan, to bi bila taka klasika. Nam se pa zdi, da to ni dovolj. Tomaž, in zdaj tale kubus v prostoru prav dominira, predvsem zaradi izbora materiala, plašča. Kako ste tukaj razmišljali, kaj vas je vodilo? V Ribi dostikrat v svoje projekte zapakirajo kakšen kovinski kos, tako da imam tudi jaz kaj za delati. Tudi tokrat so to osrednjo steno, ta osrednji kubus v bivalnem prostoru stanovanja spoznali kot nek fokus tega prostora. Tako da sem pol razmišljal o nekih ploskvah, o nekih ploščah in smo prišli do enih lusk, se pravi panelov kovinskih, ki se malo zgubejo, s tem sam panel dobi tudi svojo togost, po drugi strani pa dobi tudi neko igro, neko mehkobo. Tako so tile posamezne plošče, ki se tudi gradirajo od spodaj proti stropu, se v bistvu nalagajo ena preko druge, pritrjene so v bistvu z enim vidnim vijakom, ki ploščo stisne ob druge plošče in s tem ustvari neko igro senc, svetlobe, odsevov, v bistvu neko mehkobo tega plašča. Odkot zdaj ta zanimiva barva pločevini? Ta zanimiva barva v bistvu niti ni barva. To je rumeno cinkana pločevina in v bistvu ohranja nek vtis materijala, vtis kovine, ker dobimo neko mavrico, v osnovi nek zlata, ampak prehaja v tone od viola do zelene. S tem, da ne gre samo za to, da ste tukaj skušali skriti inštalacije, vertikalo, ampak ste ga razširili in dodali še neke mini servisne prostore. To je osnova, potem pa je treba zadostiti funkcije. Mi jasno potrebujemo tukaj hladilnik, potrebujemo peč, potrebujemo stvari in smo rekli, to bomo vse zapakirali tu noter. Potem pa ta otok. Otok je osrednja tema vseh stanovanj, zdaj otok mora biti, to ni otok, to je že mala celina. Seveda. In smo ga naslonili zraven. Je pa tako velik, odpira se na 2 strani, da on vzame vse tisto, kar rabimo v kuhinji imeti. Na ta račun ostaja ostalo svobodno. V starih meščanskih stanovanjih je zelo pomembno tudi merilo prostora. To nam da, stropovi so visoki, ampak hkrati so pa tudi dimenzije nekako tako človeško nastavljene, kakšen je ritem oken v sobi ali pa tudi mogoče zaradi fasade, da nam da neko občutek enega miru ali pa neke stabilnosti. In to pa smo v spalnem delu ohranili, se pravi, to neko geometrijo prostorov, neko razmerje dolžine, širine in višine. Ta strop že zdaj deluje visok, ampak je očitno spuščen. Ta strop je jasno spuščen, na začetku je bil visok, mislim, da okrog 4 metre, se pravi, ta stavba je res vila in je imela izredno visoke stropove. Lastnik stanovanja je želel imeti prostoren dom, saj je svetovljan. Kot ljubitelj lepega je skrbno izbral njemu ljube dodatke in umetniška dela. Najbolj izstopa veliko platno Marka Jakšeta.
V stanovanju ne moremo spregledati velikih, težkih modrih zaves. Ja, mi smo imeli tle srečo, da imamo tazga naročnika, ko zbira take stvari, ko so tudi nam všeč. Tako da jih je izbral naročnik sam. Zato je zelo fajn, da karakter stanovanja vseeno poleg arhitekta da tudi naročnik. Mi smo veseli, kadar naročnik pove, kaj želi, oziroma kot v tem primeru, da resnično tudi prenese svoje kose in da to stanovanje ni nek arhitekturen produkt, ampak je dejansko ena zelo osebna stvar. Stanovanje v 100-letni hiši je torej uspešna sinteza premišljene razporeditve prostorov in izbire materialov, vse pa je prilagojeno sodobnemu načinu bivanja. Hvala za danes. Se vidimo naslednji teden, do takrat pa se le pridružite kar 500 000 bralcem, kolikor jih letno spremlja naš portal. Poleg arhiva vseh do sedaj predvajanih oddaj boste na tvambienti.si našli še avtorske prispevke o domači in tuji arhitekturi ter koristne nasvete za gradnjo, opremo in vzdrževanje doma. Lep pozdrav in se vidimo prihodnji teden, ko vam razložimo, kakšni gradbeni posegi so potrebni za energetsko sanacijo mansarde in pokažemo moderno hišo imenovano Hiša Harmonika.